Jaz sem Polona Tičar, solastnica podjetja Dom Trade. Imamo 3 prodajne centre trgovin z gradbenim materialom in saloni keramike v Žabnici, Lescah in Kranju. In dodatna dejavnost Triangel Boutique hotel v Gozd-Martuljku pri Kranjski Gori. Sem mama, žena, podjetnica, športnica, smučarka, tekačica, kolesarka pa trda Gorenjka. Mi smo kot družina živeli na vasi. Trgovino oziroma podjetje smo odprli v vasi Žabnica, med Škofjo Loko in Kranjem. Mi smo imeli že prej neko majhno kmetijo, kjer smo tako ali tako delali cel dan. Se pravi, zjutraj šola, po šoli kosilo, potem pa njiva, živali. Da v bistvu, ko se je oče odločil za trgovino, smo potem to zadevo zaključili, kmetijo, in se začeli ukvarjati s prodajo gradbenega materiala. V bistvu delali smo naprej še zmeraj cel dan, tako da, ko sem prišla iz šole, je bilo to treba pomagati v trgovini, v račune izdajati, prekladati. Tudi viličarja sem vozila včasih. Imam še brata in to je bilo v bistvu začetek podjetništva in potem se je dodatno novi zaposleni, širitev, razvoj, kamion z avtodvigalom, da smo tudi dostavljali blago. To se je počasi širilo, tako da potem smo leta 98 odprli prodajni center v Lescah. To je bila drugi prodajni center, leta 2011 v Kranju prodajni center in, kot sem rekla, leta 2021 še hotel. To je bila pa v bistvu bolj potem najina zgodba. To so bile tudi kakšne take prigode. Ne vem, sem bila s sodelavcem v trgovini za pultom, pa je prišel za mano, manj je znal, ampak avtomatsko so se kupci obrnili k njemu in so od njega zahtevali. Sem se malo nasmehnila, pa potem preskočila zraven k svetovanju, pa smo potem v redu zaključili. Pa potem te spoznajo, pa ni težav. Te se moram v prvi vrsti zahvaliti mojim staršem oziroma še bolj staršem moža, Matjaža, Lučki in Andreju, ker sta res veliko pomagala v času odraščanja otrok. Sta in vozila v vrtec in v šolo, pa smo potem kombinirali pa glasbena šola, pa športne aktivnosti. Tako da to je bilo, to definitivno brez njihove pomoči bi bilo to veliko težje. Ampak uspe, gre, zorganiziraš si, optimiziraš si delovni čas tako dopoldan kot popoldan. Zdaj je pa res, ko so otroci odrasli, sem pa, ko ne rečem, bolj lažjega srca dalj časa v službi, ker vem, da oni to razumejo, ker so tudi s tem gor rasli. Včasih sicer dobiva malo pod kakšen komentar, se sta skozi v službi, ampak smo še vedno zelo povezani. Tako da, gre. To delaš rad si družinski človek in rad si v podjetništvu. Ja, mogoče bi si res včasih malo več časa vzela za družino, za naju, zame. Potem je žal, da si za nazaj ne vzamem, ampak v osnovi mislim pa, da kljub vsemu znava si razdeliti nekako, razumemo, kdaj so projekti, kdaj ima več časa, in se znava v kratkem času odklopiti. Najbolj sem ponosna na družino, na to, da nam je uspelo ostati povezani, da čeprav je včasih so bili kakšni trenutki, obdobja, ko je bilo res stresno in sva to nehote prenašala tudi na družino, ampak kljub vsemu še vedno smo povezani, radi se družimo, gremo na skupne dopuste, čeprav so kratki, ampak gremo. To je to. Potem, da nam je uspelo postaviti neko stabilno podjetje, ki rastemo počasi, ampak vztrajno, da smo v bistvu 37 let z rastjo, da imamo, ponosna sem na sodelavce in v trgovini in v hotelu, ker tisti, ki so z nami, res delajo s srcem, razumejo, da smo v dobrih odnosih, na našo podjetniško družinsko pot. Jaz mislim, da so največje vrednote v podjetništvu
kvalitetno delo, da v bistvu delaš za to, da so tvoje stranke zadovoljne. Ker je to najbolj dolgoročno, potem so oni zadovoljni, ti veš, da si dobro prav, da si stranko zadovoljil, da si najdel neko rešitev, da to narediš korektno, in potem je zadovoljstvo. In potem z tega naprej gradiš v bistvu podjetje in potem tudi, da se znamo pogovarjati, da iščemo rešitve. No. Mislim, da je to zelo, zelo pomembno. Ogromno odgovornost nosimo podjetniki. Mislim, da se tega, nam rekla, da ne, ampak veliko zaposlenih se to zaveda, ne čisto vsi. Marsikdo nama tudi se zahvali za to, kar počneva. Zame to niso samo teh naših 96 zaposlenih, zame so to tudi njihove družine. Zame to pomeni, da se bojo ne samo, seveda delajo za podjetje, ampak da bojo radi hodili v službo, da bojo s tem tudi radi doma preživljali svoj prosti čas in ta odgovornost je res, res velika. In za sodelavce, in za družino, za podjetje, tako da. Ampak s tem živimo, s tem, to nas tudi žene naprej, se mi zdi, dokler te ta odgovornost ne bremeni, potem je vse super. Midva z možem res, v bistvu sem ponosna na to, da tako dobro funkcionirava. Zelo so si različna, pa hkrati zelo povezana in pri nama to dobro funkcionira. Jaz sem bolj v številkah, v financah, v planih, v načrtovanju, v nekih pravilih, v iskanju takih rešitev. Potem, ko je Matjaž bolj v odnosih, v projektih, v pregledu nad vsemi prodajnimi centri, neko energijo pozitivno tudi, nekje je odločen, nekje malo nazaj stopi. Skupaj super funkcionirava. In tudi mislim, da v podjetju naju res naju imajo vedno za eno. Tudi danes mi je kar malo čuden, ker nisem skupaj z njim, ker res funkcionirava kot tandem. Naju marsikdo vpraša, kaj naj bilo treba še turizma. Moram reči, da je to tudi zelo zahtevna dejavnost. Ampak jaz si to povezujem v smislu, da je zelo podobno kot trgovina. Imeti moraš dober artikel, dober program, se pravi, ali da prodajaš dobro, kvalitetno blago, ali imaš lep hotel z lepo storitvijo. Dobro moraš imeti, dobro ekipo moraš imeti, se pravi, ali prodajnike, ali v gostinstvu oziroma v turizmu ljudi in dobre odnose s strankami oziroma z gosti. Tako da zelo podoben sistem. Kaj nam je bilo tega treba? Spet en izziv. Sva rekla, greva malo iz tega gradbeništva, ker si odvisen od gospodarske krize, rasti, kakorkoli, mogoče malo bolj grobo tehnično, medtem ko turizem je v osnovi lep, ne? Ljudje pridejo tja za svojo dušo, uživati, lepši pristop je. Bil je neki izziv, to si Matjaž že od nekdaj želel, ta ženski in moški princip je definitivno drugačen. Jaz mislim, da moramo biti oboji, zato tudi v našem podjetju zelo mešan kolektiv. Mogoče smo še ženske take z močnimi karakterji. Jaz mislim, da ženske več o stvarih razmišljamo, poskušamo narediti za nek skupen dobro, malo širše pogledati na vse oddelke, na vse prodajne centre in poskušamo najti eno malo mehkejšo rešitev. Moški pa to vse bolj na kratko naredite, pa mogoče tudi to včasih ni slabo. Tako da se tudi od moških učim kombinacije teh dveh principov. Si želiva, da bi v bistvu bilo podjetje v dobri kondiciji. Trenutno smo v nekih procesih novega investicijskega cikla, da bi zadeve se speljale pozitivno, podjetniško uspešno.
da upam, da bo kdo od najnih 3 otrok sodeloval v tej zgodbi, da bo v tem ravno tako, da bodo v tem ravno tako uživali, kot mi dva uživava, ker v bistvu da podjetniško delo moraš imeti rad. To ni 8 ur ali pa 9 ur, to je dejansko ti misli plavajo po glavi skozi. V bistvu si želim enega takega lepega sveta, pa da bom mogoče malo več časa si pa vseeno vzela zase, pa da bo mogoče pa šla na malo daljši dopust kdaj.